Poglejmo, kaj se dogaja v svetu mobilnosti, v čem smo pretekli teden brskali po internetu. No, tokratna glavna novica je nova zmaga za elektromobilnost. Preden začnemo, ste se že naročili na naš kanal? Če se še niste, vas vabimo, da spodaj pod videom kliknite na gumb naroči in pa na zvonček poleg njega. Tako vas bomo lahko vsakič sproti obvestili, da smo objavili nov pregled tedna in s tem boste vedno obveščeni, kaj se dogaja v svetu mobilnosti in pa v svetu avtomobilizma. Torej, gremo. O tokratnih glavnih novicah ste zagotovo vse izvedeli že iz dnevnih novic, tako zelo pomembne so in tako zelo bodo vplivali na naš mobilnostni vsakdan. Ampak če povzamemo, zgodilo se je, kar smo vedeli, da se slej ko prej bo. Bencinske in dizelske motorje so v Veliki Britaniji tudi uradno prepovedali. Od leta 2030 naprej jih ne bodo smeli več prodajati. Elektrificiranim hibridom pa bo odklenkalo leta 2035. V nemškem združenju avtomobilskih proizvajalcev pa hkrati izpostavljajo, da bo te motorje tako ali tako ukinil že novi Euro 7 standard. In to že leta 2025. Seveda, če bodo ta standard res uzakonili s tako strogimi mejnimi vrednostmi, kot jih je nastavila septembrska nova bistveno strožja okoljska strategija Evropske komisije. Nijanse so torej ta hip še spremenljivke, ampak avtomobilskim znamkam je že zdaj povsem jasno, da se bo prepoved motorjev na notranje izgorevanje slej ko prej zgodila s takšnim ali pa drugačnim ukrepom in to bistveno prej, kot smo pričakovali še pred nekaj leti. Zato že sprejemajo težke odločitve, naprimer BMW zdaj sporoča, da bo v svojih nemških tovarnah izdeloval samo še električne modele, klasično gnani modeli se selijo ven iz Nemčije. In ne gre si delati utvar, odpuščene bodo in se tudi že začenja, čeprav niso nujno vezane izključno na elektrifikacijo. Še prej pa se bo seveda zgodil nov način obdavčitve avtomobilov povsod po Evropi, pa tudi v Sloveniji. Po novem davek na vozila ne bo več temeljil na moči motorja, ampak na emisijskem standardu, izpustih CO2 in pa drugih eko parametrih. V povprečju bodo davki za 3-krat manjši, kot so bili doslej, električna vozila bodo sploh davka oproščena, ukinja pa se tudi davek na luksuzna vozila. Za zdaj ne bo to dovolj, bomo pa seveda pripravili obširnejšo zgodbo na to temo. Toyota je sinonim za hibridna vozila, so tudi najdlje z razvojem gorivnih celic, a prodira tudi na področje baterijskih električnih vozil. In električni avto je tudi kombi, ki originalno izvira iz Toyotinega francoskega partnerja. Torej, tu je ProAce Verso Electric s 335 km električne avtonomije. Pri nas bo marca. V Slovenijo pa se je že pripeljal Hyundai i20 nove generacije, avto, ki za to korejsko znamko pomeni novo oblikovalsko zgodbo. Poglejte samo, kako dinamično je videti zadek. Kaj pa je bistvenega v kabini? Nadpovprečno velik zaslon. Pripeljala pa se je tudi mala električna Honda, imenuje se Honda E. Avto, ki je na zunaj majhna ima tudi ogledala, ki sta jih v resnici nadomestili kameri, ampak zaslon na sredinski konzoli pa je še bolj gigantski kot pri Hyundaiu. Tako zelo digitalno v kabini pa bodo tudi vse nove Honde, tudi novi Civic. Pokazali so namreč prve fotografije. Ampak objektivno gledano je novi Civic oblikovan povsem neoriginalno. Avto se zdi skoraj da na las skopiran Audi A5 Sportback. Kaj pa vi menite? In Ameriko so preplavile prve slike novega Subaruja BRZ. Avto v Evropi ne bo na voljo, saj bo tukaj nastopal kot Toyota GT86. Torej kot izredno zabavna Toyota z zadnjim pogonom in klasičnim bencinskim motorjem. Mini je predstavil koncept Urban Out, povsem futurističen električen kombi, primeren za dobo čez vsaj 10 let. Ampak pravijo, da naj bi ta koncept vseboval nekatere elemente tudi nove generacije Minija, napovedane za leto 2023. Maska, kljuke, kolesa verjetno ne. In tu sta dva avtomobila, ki sta tudi med Mercedesovimi kupci rezervirana za posebne izbrance, za tiste najbolj petične. Prvi je novi Maybach, seveda najbolj ekskluzivna varianta novega razreda S, in to je avto, pri katerem je za njihove lastnike pravzaprav irelevantno, če avto zna voziti samodejno. Lastniki Maybachov se namreč vozijo zadaj.
Zanje je recimo veliko pomembnejši sistem e-Active Body Roll, ki v ovinkih še dodatno izničuje nagibanje karoserije, seveda zato, da je udobja kar največ in tišine, oziroma glasnosti tudi. In pri tem si voznik lahko pomaga s pozor kar 1750-vatnim zvočnim sistemom. No, drugi Mercedes za izbrance je AMG GT Black Series, ki ni najmočnejši, tudi ne doseže najvišje hitrosti, tudi nima najhitrejšega pospeška, ampak krog na Nürburgringu odpelje najhitreje. Po zaslugi številnih nastavitev, s katerimi si voznik prilagodi vse možne parametre, si je Maro Engel serijskega AMG nastavil na podoben način, kot to naredi pri svojem GT3 dikalniku, in zeleni peku je tako prevozil za več sekund hitreje, kot je uradni čas tega modela. Novi rekordni čas je 6 minut, 43 sekund in 616 tisočink. Ostajamo pri rokodelskih avtomobilih, ampak tokrat gremo japonskim Lexusom. In ne bomo govorili o novem modelu, ampak o novi knjigi. V slovenskem jeziku. Namreč pri tej znamki ne gre samo za tehniko, gre še bolj za zgodbo, za idejo, za filozofijo, če hočete, ki pa vedno temelji na stari japonski tradiciji, na takumijih, torej na mojstrih najvišjega kova. Med 7700 zaposlenimi v Lexusovi tovarni Miyata jih je peščica mojstrov s čarobnim dotikom perfekcije. 19 rokodelcev tradicionalne bratovščine, manufakturne religije Takumi. Njihov dotik perfekcije zmore veliko več kot robot, ki zna do popolnosti izpolniti normo, brez napake narediti tisto, kar velevajo programski ukazi, zapisani v neskončnih vrsticah kode. Laser naredi brezhibni zvar in do mikrona natančno izmeri ali izreže karoserijski del. Ko pa je treba izpolniti obljube popolne kakovosti, pustiti pečat, brezhibno zaključiti najmanjšo podrobnost, je to stvar čutnosti, perfektno izpiljenega pogleda, izjemnega občutka v dlaneh in sluha, ki zna prisluhniti in slišati tudi popolno tišino. Umetna inteligenca nikoli ne bo začutila in znala narediti tega, kar zmore predani talent rokodelskega mojstra Takumija, ki ima posebno mesto v japonski dediščini. To so ljudje popolne predanosti, ki so življenje podredili razvoju točno določene veščine, ki obvladujejo do popolnosti. Vstopili pa smo v zadnji teden glasovanja za slovenski avto leta 2021. Obiščite MMC, kliknite na glasovnico in oddajte svoj glas. V prihodnji oddaji vam povemo, katerih 5 novih avtomobilov tega leta bo vstopilo v finalni del, v soboto 9. januarja pa nas čaka finalna prireditev na naši televiziji. In z vašim glasovanjem se uvrstite tudi v žreb za nagrade, čaka vas zlata Petrolova kartica za 1500 €, komplet Goodyearovih gum za vaš avto in pa mesec dni uporabe Fiatovega malčka. Za konec pa še ena iz dežele severnih obzorij. Kanadske oblasti prosijo svoje turiste, naj losom ne pustijo lizati avtomobilov. Losje so se namreč z leti naučili, da je sol s cest, ki se nabere na avtomobilih, prav slastna. Menda so že prav odvisni od tega slanega priboljška. No, jaz upam, da naši medvedje ne bodo pogruntali česa podobnega. Kakorkoli, v opisu vam ponujamo povezave na naše vire, da boste lahko te povzete novice bolj podrobno raziskali. In glede na to, da gremo v povsem električno dobo mobilnosti, da vas povabim k ogledu zgodbe, ki povzema, kje smo v Sloveniji ta hip, ko gre za električne avte. Poglejte jo, mi pa se lotimo novic za prihodnjo sredo. Se vidimo.